Zato pa zdaj predlagam, da gremo naprej in sicer k mikrofonu vabim izredno profesorico dr. Marijo Kaukler in asistentko dr. Mileno Košak Babuder. Pripravili sta referat z naslovom Osebe z disleksijo in težavami pri branju, njihove posebne potrebe in potrebne prilagoditve. Pravzaprav referat, ki ga je gospa iz publike že napovedala, mogoče še nekaj osnovnih besed o referentkah. Obedve sta specialistki na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Marija Kaukler se denimo ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami, posebno tistih s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami ter mladostnikov in odraslih z nižjimi izobraževalnimi dosežki. Skratka, na to temo tako izobražuje strokovne kadre, kot pripravlja publikacije. Dr. Milena Košak Babuder, prav tako, kot rečeno, z področja specialne in rehabilitacijske pedagogike se ukvarja pa s vplivi revščine in vplivi splošnih in specifičnih učnih težav na izobraževalno uspešnost. Tudi ona je zelo aktivna na področju izobraževanja kadrov v tej smeri, na področju raziskovanja mednarodnega sodelovanja. Vse oziroma še natančnejše podatke o vseh referentih in povzetke referatov imate tudi v svojih materialih, ki ste jih prejeli. Zdaj pa kar prosim za predstavitev teme. Dober dan, lepo pozdravljeni. Kot prvo naj s kolegico in pa seveda vsemi člani društva Bravo zelo veseli, da imamo priložnost, da ob tem, ko se pogovarjamo o knjižnicah za osebe, ki imajo težave ali pa težave pri pristopu do bralnih besedil ali pa samim branjem, da seveda tudi predstavimo eno veliko populacijo oseb, ki imajo težave z branjem zaradi različnih razlogov. Zelo smo tudi veseli, da je ta posvet v mesecu oktobru, kajti mesec oktober je tudi mesec, v katerem poteka ozaveščanje javnosti o težavah oseb, ki imajo specifične učne težave, torej tudi oseb z disleksijo. In je torej ena priložnost, da dosti široki javnosti, mogoče javnosti, ki problema oseb s temi bralnimi težavami manj pozna, predstavimo težave, možnosti, kako jih premagati in seveda upamo na to, da bo ta knjižnica v čim večji meri, tako kot knjižnice že sedaj so, prisluhnila tudi potrebam oseb, ki imajo motnje branja, tako specifične kot splošne. No, na začetku bi to najino izvajanje postavila v okvir pismenosti. Kajti ravno v mesecu oktobru so prišli v javnost prvi rezultati mednarodne raziskave pismenosti odraslih, v kateri je sodelovalo 24 držav. Slovenija je bila vključena šele leta 2012, zato podatkov ni za našo populacijo. Mislim pa, da so zanimivi, kajti pismenost je bralna, matematična in tako naprej. In torej bralna pismenost ima eno od pomembnejših vlog. In torej zato, ker omogoča posamezniku, da sodeluje v družbi in da razvija svoje potenciale. Definicijo imamo pa pred sabo. No, če pogledamo samo nekaj podatkov, ki so pač aktualni za to področje, ki ga predstavljava, je sicer to, katere osebe so tiste, ki imajo nižjo stopnjo bralne pismenosti, to se pravi prvo ali celo manj. In zanimivo je, da je iz podatkov te mednarodne raziskave razvidno, da 1,2% odraslih oseb enostavno niti ni izpolnilo do konca vprašalnikov, ker so bile njihove težave povezane z branjem, pisanjem ali jezikom. Tako so med temi skupinami omenjene osebe z motnjo v duševnem razvoju, osebe, ki imajo bralne težave, tudi osebe z disleksijo in pa seveda različne osebe, katerih jezik ni jezik države, kjer živijo. No, zanimivo je tudi, da je med temi osebami 15,5% oseb,
ki ima torej tako nizko raven pismenosti, da zmore prebrati le najbolj osnovne informacije in seveda iz takih besedil tudi razbere manj informacij in enostavnejše informacije. Med temi so spet omenjene osebe z izrazito disleksijo, priseljenci in pa seveda osebe z motnjami v duševnem razvoju. No, zato, ker se pogovarjamo o knjižnici, pa je zanimiv tudi podatek, da je 10% oseb, ki pa ne obvladajo najbolj enostavnih informacijsko-procesnih veščin, ki bi jim seveda omogočale rabo teh pripomočkov, za katere se knjižnica za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja zavzema. Torej bi bilo treba misliti na različne načine, kako lahko tem osebam približamo gradiva. No, ker slovenska populacija v ta del raziskave še ni vključena, torej v rezultate, bi mogoče pogledali rezultate, nekaj podatkov najbolj enostavnih iz zadnje raziskave o pismenosti odraslih, ki je bila narejena 1998. leta, pri kateri so slovenske odrasle osebe sodelovale in mogoče del informacij iz te raziskave prav tako zanimivi. Kot naprimer, če pogledamo tisto, kar je pomembno, je to, da je prva stopnja, torej nizka bralna pismenost oziroma prozna pismenost je bila takrat, je mnogo večja pri osebah, ki so se deklarirale, da so imele v času šolanja težave pri učenju, v primerjavi s tistimi, ki teh težav niso izjasnili, torej se niso izjasnili kot osebe, ki imajo težave pri branju. Torej 77,9% tistih, ki so se deklarirali kot tisti, ki imajo težave, napram 42, še nekaj odstotkov tistih, ki pa so seveda, ki niso imeli teh težav. Tisto, kar je pomembno, predvsem za življenje, je tudi to, da osebe z bralnimi težavami prav tako potrebujejo pomoč v življenju, tako da lahko recimo čisto enostavno berejo navodila, obrazce, da preberejo recimo najbolj enostavno navodilo, ki je življenjsko pomembno za rabo zdravil in tako naprej. In torej je ta delež oseb, ki so imeli v času šolanja težave, mnogo večji, 36%, če dobro vidim, 39, napram 8% oseb, ki teh težav niso deklarirale. No, tudi njihova ocena sposobnosti kaže na to, da se zavedajo svojih težav na področju pismenosti, da tudi na žalost manj obiskujejo knjižnice, zato bo treba velik poudarek dati na ozaveščanju javnosti, da bodo v resnici tudi izkoristili vire, ki bodo pripravljeni v ta namen. No, na drugi strani seveda je to pomembno za vsakogar posebej, kajti vse te težave so povezane tudi z zaposlitvenimi možnostmi. Velik delež oseb iz te raziskave je bila nezaposlena ali pa zaposlena na nižjih delovnih mestih, kot bi glede na svoje potenciale lahko zasedali. No, in seveda imajo precejšnje težave tudi pri spremljanju različnih gradiv, predvsem tistih, ki so v pisni obliki, zato raje gledajo televizijo, poslušajo radio ali prebirajo zelo kratko posredovane informacije in seveda ne berejo knjig, redko, tisti, ki imajo zelo izrazite težave, redko berejo knjige ali neka kompleksnejša besedila. To pomeni, da so prikrajšani za veliko informacij, ki bi jim omogočale seveda tudi uspešno vključevanje v družbo. No, na drugi strani je najbrž za področje, o katerem govorimo, pomembno tudi delež oseb, ki ne konča osnovne šole, ki je pri nas kar majhen, 4,8%. Torej, na drugi strani pa vidimo podatek iz raziskave, ki jo je delal Andragoški center, da osebe, ki se odločijo, da bodo, če nimajo končane osnovne šole, da se bodo vključile v osnovno šolo za odrasle, dosegajo ponovno, tako kot v rednem sistemu izobraževanja, nizke dosežke. Torej, njihovi dosežki na nacionalnih preverjanjih znanja so mnogo nižji, kot so pa dosežki njihovih vrstnikov. Tako dosežejo na primer pri slovenskem jeziku povprečno le 18,8 možnih točk, v primerjavi z vrstniki, ki hodijo v osnovno šolo, ki dosežejo 55%.
Zakaj ti podatki? Seveda raven pismenosti je močno povezana tudi s stopnjo izobrazbe, ki jo ima posameznik, in če vemo, da je to povezano potem tudi z njegovimi življenjskimi priložnostmi, so take informacije za problem, ki ga raziskujemo, pomembne. No, omenili smo, da so osebe, ki imajo nižje bralne dosežke, različne populacije oseb, ne samo osebe s specifičnimi učnimi težavami, ampak tudi številne druge populacije oseb. Tako na primer, mogoče dosti enostavna definicija teh oseb, ki imajo nizke bralne dosežke, torej imajo nizko tudi stopnjo bralne pismenosti in seveda predstavljajo osebe z nizko stopnjo bralnih dosežkov, zelo raznoliko populacijo, ki se med sabo močno razlikujejo, zato morajo biti tudi viri prilagojeni njihovim različnim potrebam in seveda potrebujejo različne oblike pomoči in podpore, da razvijajo svoje potenciale. Če imajo potenciale, torej številne osebe, o katerih bomo zdaj naprej govorili, imajo dobre potenciale, vendar pa pogosto niso uspešni, ker se pojavijo različne ovire pri tem, da svoje potenciale tudi v resnici razvijajo. No, če pogledamo nekaj osnovnih dokumentov, mimogrede nanizanih, ki dajejo pravice osebam z disleksijo in tudi drugimi bralnimi težavami do različnih prilagoditev, je tudi na primer deklaracija, ki je bila 2007. leta sprejeta v Evropskem parlamentu in so jo podpisali tudi naši parlamentarci, ki govori o tem, da je populacija oseb, predvsem s specifičnimi učnimi težavami, ena od populacij, ki je v največji meri diskriminirana zaradi njihovih specifičnih značilnosti, potreb, o čemer bom pač govorila kasneje. In torej imajo, zato je potrebno posvetiti posebno pozornost njihovemu vseživljenjskemu razvoju in torej pripraviti pogoje, omogočiti pogoje, da svoje potenciale, ki jih imajo, tudi razvijajo. No, na drugi strani smo zelo veseli, da so tudi v resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-18 omenjene osebe, ki imajo težave pri branju, tudi tiste s specifičnimi učnimi težavami, za kar smo se zavzemali tudi v Društvu Bravo, in seveda jim to daje več možnosti, da se bodo lahko različni viri usmerili tudi na to populacijo oseb. No, omenjeno je že bilo to avtorsko pravo, zato smo zelo veseli tega podpisa pogodbe iz Marakeša, ki je seveda kot eno populacijo, poleg oseb, ki so slepe slabovidne, ki imajo pravico do brezplačnih založniških storitev, to pravico omogočila tudi osebam z disleksijo. To nekaj takih splošnih okvirov. Če pogledamo zdaj pa nekaj takih najbolj udarnih značilnosti, ki jih povezujemo z disleksijo, je torej to ena od specifičnih učnih težav, kar je krovni izraz za vso skupino oseb. No, in govorimo vedno, kadar govorimo o specifičnih učnih težavah, o skritih primanjkljajih. Zato so pogosto te populacije oseb tudi pogosteje diskriminirane, ker jih okolje ne opazi v taki meri kot mogoče druge populacije oseb s posebnimi potrebami in seveda so zato nanje mogoče pogosto manj pozorni. Torej, tisto, kar je tudi pomembno za njih, je ta dvojna izjemnost. Torej, imajo povprečne, nadpovprečne sposobnosti, to je ena od karakteristik, ki je zajeta v definicijo. In seveda na drugi strani nizke dosežke na področjih, kjer se pojavljajo njihovi primanjkljaji, kot je to branje, pisanje, računanje, veščine, slabše obvladajo. No, prisotna je disleksija pri 5 do 10% populacije, torej v Sloveniji lahko govorimo o 100.000 ljudeh, ki imajo na tem področju ali še več na tem področju težave. Seveda so te težave razporejene na kontinuumu, od lažjih do bolj izrazitih. Tisto, kar je pomembno, je to, da je disleksija nevrološko pogojena, torej da gre za drugačno predelovanje informacij, predvsem informacij, ki so podane pisno. Torej je dokazljiva, lahko dokažemo različno
funkcioniranje možganov, ki pogojuje seveda tudi drugačno funkcioniranje in seveda težave na področjih, ki jih omenjamo. Tisto, kar je spet pomembno za cel šolski sistem in tudi za vse druge oblike pomoči, ki jih skušamo organizirati, je to, da kljub trudu posameznika, staršev, šole, ne more posameznik, ki ima zelo izrazite te specifične učne težave, ne more doseči enakih standardov, enakih dosežkov kot osebe iste starosti z istimi sposobnostmi. No, torej, pogosto je tudi dedna, v nekaterih družinah je več predstavnikov, ki imajo te težave, in tisto, kar je zelo pomembno, zaradi česar je potrebno knjižnico seveda organizirati na vsem tem življenjskem kontinuumu, torej je vseživljenjska. Ne izgine s končanjem šolanja, mogoče so posledice manjše, če se posameznik, tako kot smo videli, manj spopada z bralnimi informacijami, vendar ostajajo problemi. No, in če pogledamo zdaj, kako je s to osebami z disleksijo, predvsem v odraslem obdobju, vidimo, da so nekatere osebe odkrite šele v obdobju odraslosti in seveda imajo težave izrazitejše, takrat, kadar se naloge v službi, doma ali kje drugje, naloge postajajo zahtevnejše in pa seveda okolje manj tolerantno, kot je recimo v šolskem obdobju in tako naprej. Torej, tisto, kar je pomembno, je pa to, da se vse osebe, tako kot se na vseh drugih področjih posebnih potreb, tudi osebe z disleksijo med sabo močno razlikujejo in seveda, da so njihove težave, njihove potrebe, njihova močna področja razporejena na kontinuumu. Nekateri imajo blažje, drugi pa tako izrazite, da seveda ne uspejo niti končati šole, ne si poiskati službe in seveda imajo velike težave tudi v privatnem življenju. No, in če pogledamo zdaj še nekaj teh kompleksnih značilnosti, ki seveda naredijo specifične učne težave, za posameznika, težave, ki pogosto močno ovirajo njegovo življenje, njegov razvoj potencialov. Torej, tisto, kar sem že omenila in kar ni prisotno pri definiciji nobene druge populacije, je torej, da so te osebe povprečno, nadpovprečno inteligentne. Seveda imajo tudi osebe, ki imajo znižane intelektualne sposobnosti, lahko težave pri branju, ki so lahko tudi specifične narave, vendar niso primarno pogojene s tem. Torej, velike težave imajo s predelovanjem informacij, kar seveda jim omogoča počasnejše branje, počasnejše pisanje in problem je pogosto v pomnenju, v slabšem pomnenju, tako imajo problem spomnjenja dejstev, postopkov, različni, predvsem jih okolje prepozna zato, ker si težko zapomnijo tudi podatke, ki jih rutinsko vsi brez problemov prikličemo od datuma rojstva, od ulice, kjer živimo, od starosti, starosti še mogoče spomnimo bolj sigurno, rojstni datum in tako dalje. Torej, to so problemi, ki jih okolje pogosto potem povezuje z njihovo manjšo sposobnostjo, kar pa ni res. Problem je priklic. Torej, branje, seveda je branje, če govorimo zdaj o disleksiji kot težavi na področju branja, ker govorimo o knjižnicah, potem seveda moramo vedeti, da te osebe nimajo problema na celotnem področju slovenskega jezika, ampak z usvajanjem in seveda razvijanjem veščine branja. Torej, samo veščina je problem. Branje zaradi težav, ki smo jih omenjali, in seveda tukaj imamo tudi en problem, je seveda problem zaradi tega, ker je zatikajoče, počasnejše, potrebuje posameznik večkratno branje, zato da razume besedilo, da izlušči osnovne informacije in seveda, če imamo take težave, pogosto seveda tudi imamo posebnega veselja za branje. No, potem problem so komunikacijske veščine, zaradi priklica določenih izrazov, potem zaradi poimenovanja določenih problemov, stvari in tako naprej, pogosto tudi lahko manj razločnega govora. Problemi imajo seveda s pismenostjo,
predvsem tam, kjer se, predvsem s tistimi besedili, ki so jim manj znana, pri katerih morajo ugotavljati bistvo, pri katerih morajo hitro pregledati besedila, kajti njihova tehnika branja jim tega ne omogoča, zato so seveda pogosto manj uspešni v šoli, lahko tudi na delovnem mestu, kjer se take veščine pričakujejo. Z usvajanjem zaporedij, to je ena od specifičnih karakteristik za vse specifične učne težave in zaporedja nam kar pogosto krojijo življenje. Pravila nekega vedenja, potem izvajanje nekih dejavnosti, prav tako recimo zaporedje števil, črk v besedi si zapomniti, kar vse vpliva na slabšo organizacijo, kar vpliva na naše privatno življenje, življenje v družbi ali v času študija, šolanja in pa seveda probleme z ravnanjem s časom. No, na drugi strani pa se pojavljajo prav tako težave lahko, ne pri vseh, ampak pri številnih med njimi, z orientacijo, tako na ploskvi, kot seveda v širšem okolju. No, njihov problem je pogosto seveda še povečan zaradi tega, ker imajo tudi problem koncentracije, predvsem seveda na področju poslušanja lahko, usmerjanja pozornosti na stvari, ki so povezane z nekimi področji, kjer imajo primanjkljaje. Pogosto je njihovo delovanje še oteženo zaradi senzorne preobčutljivosti in mi vemo, da v vsakem okolju je ogromno dražljajev, ki jih nekateri težje pač odstranijo ali pa odmislijo in seveda to vpliva na njihovo samofunkcioniranje, obremenjenost in seveda vztrajnost. No, tisto, kar iz vsega tega, kar je bilo že povedanega in še številnih drugih stvari vpliva na samozavest teh oseb, torej ob tem, da vedo, da imajo potenciale, da zmorejo marsikaj narediti, odpovedo na področju, ki ga večina mimogrede osvoji, torej neki veščini branja. Zato seveda doživljajo pogosto frustracije, pogosto otroci se spopadajo s psihosomatskimi težavami v šoli in pogosteje kot vrstniki v vseh starostnih obdobjih občutijo sram, strah in so čustveno občutljivi. No, tukaj imamo en lep primer občutka vizualnega stresa, zaradi seveda mogoče neustrezne kombinacije barvne podlage in pa seveda črk, ki jih uporabimo v prepisnih gradivih, bo otrok, mladostnik ali odrasla oseba videla tako sliko besedila in seveda si težko zamislimo, da bo potem nekdo to besedilo tudi lahko prebral in seveda bistvo iz njega izločil. No, poleg tega se seveda, tako kot je bilo zdaj že nekajkrat omenjeno, problem zaposlovanja pojavlja, ob tem, da imajo potenciale, kot sem že večkrat rekla, številni med njimi močna področja, so zaradi teh primarnih primanjkljajev, s katerimi se spopadajo, pogosteje kot vrstniki, nezaposleni, ali pa seveda delajo na delovnih mestih, ki so manj zahtevna glede na njihove zmožnosti. No, na drugi strani se pojavlja zaradi vseh že opisanih težav, s katerimi se spopadajo, tudi problem socialne vključenosti. Največji seveda je problem komunikacija, zaporedje, časovna organizacija in tako naprej. Torej, to so značilnosti, ki pomembno vplivajo tudi na socialno vključenost osebka v vseh obdobjih življenja. No, tisto, kar mi posebej poudarjamo povsod, vsi tisti, ki se ukvarjamo s specifičnimi učnimi težavami, tudi v društvu Bravo, pa so močna področja. In glede na to, da smo mi pogosto v naši družbi preveč usmerjeni v težave, ne vidimo pa tistega, kar bi lahko spremenili na osnovi močnih področij, mi to zelo poudarjamo. Kajti pomembno je, da se zavedamo, da so to osebe, ki so lahko zelo uspešne, z njihovim celostnim pregledom problema, priklicem dogodkov, ki jih potem lahko povezujejo z različnimi rešitvami problemov, z razumevanjem delovanja strojev, naravnih pojavov,
z dobrimi vizualno-spacialnimi sposobnostmi, kreativnostjo, nadarjenostjo, originalnostjo. Mogoče čistko za ilustracijo ena taka banalna informacija, in sicer to, da v Ameriki ugotavljajo, da je 40% milijonarjev, ki so si svoj prvi milijon zaslužili s svojim delom, oseb, ki imajo specifične učne težave. Torej, če jim damo možnost, če poiščemo priložnosti, če izkoristimo močna področja, potem so to osebe, ki lahko koristijo tudi k razvoju, našemu družbenem razvoju. No, ker je seveda problem povezan, če želimo mi spremeniti stvari, se moramo zavedati, da moramo upoštevati njihove potrebe. Potrebe pa so seveda uresničevanje potreb posameznika, pa je v veliki meri odvisno tudi od okolja. In premalo se zavedamo od teh sprememb, ki so potrebne v okolju. Torej, že rečeno je bilo, da so osebe z disleksijo razporejene na kontinuumu, to je treba vedeti, da je manjši delež tistih, ki imajo zelo izrazite posebne potrebe in seveda potrebujejo tudi veliko prilagoditev, veliko podpore, veliko pomoči. In seveda tisto, kar je pomembno, da so osebe z disleksijo tiste osebe, edine osebe, ki imajo problem na 4 področjih, torej področju organizacije, področju motorike, področju socializacije in seveda na področju izobraževanja. No, to sva se s kolegico zelo dogovarjali, ali poskusiva probleme oseb, ki imajo disleksijo, recimo primerjati zelo hipotetično, zelo nasplošno, tudi s problemi, torej na nekih področjih, ki so skupni tudi problemom oseb, ki imajo okvare sluha vida. In tisto, kar je pomembno, biološki pogoji, recimo za branje ali za spremljanje vizualno podanih informacij, so pri osebah, ki so slepe in slabovidne, seveda okvara vida in tudi nevrološki primanjkljaji. Pri osebah, ki imajo specifične učne težave, v tem primeru disleksijo, so to nevrološki primanjkljaji, ki seveda vplivajo na tem področju na vidno percepcijo, prav tako. No, potem pri branju, avtomatizacija branja praviloma pri osebah, ki so slepe ali slabovidne, ni problem. Sama veščina jim ne dela problem, če je besedilo, način posredovanja pisnih informacij usklajen z njihovimi potrebami. Medtem ko pri osebah z disleksijo pa je problem avtomatizacije, torej usvojitev teh veščin branja, pisanja, in seveda potrebujejo ustrezne prilagoditve, da lahko v čim večji meri svoje naloge izvršijo. Mobilnost je seveda eno od področij, ki je za osebe, ki imajo okvare vida, seveda eden od problemov, s katerim se seveda težje spopadajo, saj so zato osebe omejeni v gibanju, orientaciji v okolju. V taki meri seveda osebe z disleksijo niso omejene, vendar pa se pri njih prav tako pojavlja problem, ki je povezan z orientacijo in v ožjem in širšem okolju, kar se seveda odraža pri šolskem delu in pa seveda tudi v življenju. Nimamo časa, da bi brala, ne? No, potem komunikacijska oviranost je bila že omenjena. Pri osebah, predvsem pisna, pri osebah z okvarami vida to ni problem, če so informacije ustrezno podane, medtem ko seveda pri osebah, predvsem ki imajo disgrafijo, je pa seveda problem spet nevrološko pogojen in so lahko zaradi tega zelo omejeni tudi pri tej pisni komunikaciji. Vidno zaznavanje je seveda popolnoma onemogočeno za osebe, ki so slepe, in pa seveda močno ovirano pri osebah, ki so slabovidne. No, na drugi strani pa seveda zasledimo precejšnje težave na področju vidnega zaznavanja pri osebah z disleksijo zaradi razlikovanja ozadja od osnovne informacije, levo orientacijskih težav in tako naprej. Torej, uspešnejši so, če so jim informacije podane na način, ki jim ustreza, in pogosto tiste osebe, ki imajo fonološke primanjkljaje, potrebujejo tudi vizualno oporo. Opazovanje je seveda spet pri osebah, ki imajo okvare, ki imate okvare vida, odvisno od seveda
možnosti, torej najbrž je počasnejše, ali pri osebah, ki so slepe, ni možno opazovati po vidni poti, da ne bo napačno razumljeno, okolja, medtem ko osebe z disleksijo lahko prav tako slabše opazujejo okolje, prepoznajo manj dražljajev, manj informacij, pa zaradi slabše pozornosti, predvsem do detajlov. No, in seveda problem pomnjenja. Ves čas sem poudarjala problem avtomatizacije, ki je povezan z vsemi vrstami pomnjenja, od delovnega spomina, kratkoročnega, dolgoročnega spomina, ki je velik problem, kar je seveda povezan z osnovnim problemom usvajanja veščin. Ni pa problem, ki je generalno povezan seveda z osebami z okvarami vida. Zaposlitev je seveda v današnjih časih problem za vsakogar, ampak če vzamemo na splošno, pa velja, da imata obe populaciji težave pri zaposlovanju, da so osebe z disleksijo, če se zdaj bolj usmerim, pogosteje brezposelni kot vrstniki in to, kar je bilo že omenjeno, da ne zasedajo delovnih mest, ki bi glede na svoje potenciale lahko, ker se ta delovna mesta premalo prilagajajo njihovim potrebam, ker se premalo poišče načine, s katerimi bi odstranili ovire, ki omogočajo razvoj potenciala. Zdaj bo pa kolegica nadaljevala s prilagoditvami. Dober dan, lepo pozdravljeni. Jaz bom nadaljevala v bistvu s prilagoditvami, ki jih potrebujejo osebe z disleksijo. Namreč ozadje teh težav, seveda, kar smo do zdaj že slišali, se popolnoma razlikuje, kako izbiramo prilagoditve za osebe s slepimi in slabovidnimi, oziroma katere so tiste prilagoditve, ki bodo bralno gradivo približale nekomu, ki ima disleksijo, gre za velike razlike. Zelo sem zaslišala, ko je gospod Vraber rekel, da slepi radi berejo, vendar ne morejo brati, ker imajo ovire z vidom in jim je potrebno res potem prilagajati gradiva. Otroci z disleksijo ne berejo radi. Odrasli z disleksijo velikokrat sploh ne berejo. Knjižničarji, s katerimi tudi sama jaz kar veliko sodelujem, opažajo, da je to populacija, ki zelo malo obiskuje knjižnice, v bistvu ne hodi, da bi si izposojali knjige, so ljudje, ki v življenju niso prebrali niti ene publikacije. Zato je toliko bolj pomembno, da smo osredotočeni in pozorni na to našo najmlajšo populacijo, da jim začnemo prilagajati gradiva in jih oblikovati na tak način, da jih bomo motivirali za branje. Vprašanje, kako bomo sploh dosegli, da bodo postali ljubitelji branja, vendar se bojo v sedanji informacijsko-tehnološki družbi, ki zahteva to spretnost, vsaj dobro znašli. Kar recimo za starejše moramo reči, da velikokrat vidimo, da je kar problem. Na splošno tudi podatek pravi, da je kar 40% celotne populacije tako oviran z branjem, da ne uživa pri branju knjig. In med njimi vsekakor so tudi osebe z disleksijo. Ta prezentacija tukaj celotna je narejena po merilih oseb z disleksijo in jaz vem, da je tu kar nekaj stvari, ki niso v skladu s prilagoditvami in merili, ki so potrebna za osebe z motnjami vida, se pravi, ki imajo večje ali manjše težave. Zelo mora biti dober kontrast med ozadjem in črkami. Belo-črna kombinacija, to, kar je največkrat dobra izbira za slepe, ni dobra za otroke, posameznike, se pravi odrasle, mladostnike in otroke z disleksijo. To je celo tista kombinacija, ki povzroča največ težav in tako imenovani, kar približno pri 70% populacije vizualni stresni sindrom. Eno sličico na to temo smo že videli, recimo odraža se tudi na ta način. Skratka, besedilo ni prezentirano, da bi ga lahko v celoti videli. Bodisi, da imajo občutek, da kar izgine nek sredinski del, da se besedilo kar premika po strani, oziroma imajo občutek, da se jim premika, zato imajo težave pri branju v vrstici in kar preskakujejo iz ene v drugo vrstico. Imajo občutek, da bi se jim pojavil dvojni vid, vsekakor pa pogosto postanejo zelo, zelo utrujeni.
Na srečo je tu zelo dobra rešitev, da si lahko pomagajo s tako imenovanimi barvnimi prosojnicami, ki se položijo na bel papir, s tem se spremeni barva ozadja in postane to gradivo bolj prijazno, bolj dostopno za posameznika z disleksijo. Obstaja seveda tudi podporna tehnologija. Na naši spletni strani Društva Bravo imamo tudi brezplačen program T-Bar, ki omogoča namestitev zaslonskega barvnega ravnila čez vse te programe, s katerimi lahko posameznik potem meša barve, izbira sebi najbolj prijazno, najbolj ustrezno barvo, širi to zaslonsko ravnilo po vertikali, po diagonali, po širini, po dolžini, zato da je bolj prijazno. Velikost črk. Za slepe sem prebrala, da je najoptimalnejša velikost črk 18 pt v tem računalniškem jeziku. Za posameznike z disleksijo, za otroke, če gremo zdaj v ta izobraževalni sistem, za nekoliko starejše otroke je dovolj že 12, pri mlajših otrocih pa vsaj 14 do 18. Več kot 18 ni priporočljivo, zato ker tudi težje z očmi pregledujejo besedilo in mu sledijo. Črke ne bi bile čitljivega izgleda, izogibamo se poševni obliki črk ter podčrtavanju besed brez presledkov. Ta slednja prilagoditev je enaka prilagoditvi slabovidnih. S tem, da mi seveda zelo namesto tega podčrtavanja podpiramo boldanje oziroma da okrepimo tisk, kar zopet ni ne vem kako priporočljivo za osebe, ki so slabovidne, zlasti, če gre za večjo količino tiska. Naslednja stvar so seveda zopet enaka prilagoditev, sans serifne oblike tiska, kot je Arial, Calibri, Century Gothic, Comic Sans in podobno, tako kot so to izpisane tukaj. Problem pa seveda nastane, kadar dobi posameznik v roko dokument, papir, ki je napisan v pisavi Times New Roman. Zakaj jo vedno izpostavljamo to serifno pisavo? V naši administraciji državni dejansko je ta pisava uradna pisava vseh dokumentov, se pravi, se naš posameznik na vsakem okencu sreča s takšnim zapisom in ima že težave z branjem in pa seveda izpolnjevanjem teh različnih vprašalnikov. Sami pa zadnja leta ugotavljamo, ko otroke malce bolj sprašujemo o tem tipu pisav, katerim je najbližji, katerega imajo najrajši, najraje izpostavljajo Century Gothic, to pa zato, ker ima črko A takšno, kot se jo učijo v šoli. Se pravi, jo hitro prepoznajo, krogec z črtico na desni strani. Razmak med vrsticami podobno kot pri slabovidnih, vsaj 1,5, se pravi do dvojnega razmaka, zato da lažje sledijo z prsti oziroma se lažje orientirajo v besedilu, da ne preskakujejo vrstic. Vrsta tiska, takoj ko se otroci naučijo brati male tiskane črke, svetujemo, predlagamo, da se jim ponuja male tiskane črke, ko jih enkrat znajo. To pa zato, ker male tiskane črke s svojimi zankami nad in pod osnovno linijo črtovja dajejo obliko besedi in jo tako posameznik hitreje prepozna. Za osebe z disleksijo velja, da je njihova učna modaliteta preferenčna, kinestetična in pa vizualna. Se pravi, tudi bralna gradiva morajo biti potem oblikovana, če se le da na ta način, z veliko barvnimi poudarki, kar je zopet nekoliko drugače kot pri slabovidnih, in pa seveda z različnimi grafičnimi dodatki, ki podkrepijo to, kar je napisano. Mat površina, da se papir ne blešči. Učbeniki, če pogledate, zlasti za srednjo šolo, ker želijo v tistih par strani stisniti čim več besedila, so napisani zelo drobnim tiskom in pa na močno svetlečem papirju, tako da je praktično nemogoče, tudi če nimaš nobenih bralnih težav, se iz njih učiti. Enako velja za levostransko poravnavo besedila, popolnoma enaki razlogi za to, da se lažje premikajo od besede do besede, če so ti razmaki enakomerni. No, tukaj mi preferiramo nekoliko več znakov v vrstici, pri slepih je oziroma pri slabovidnih, se opravičujem, je ta nabor teh znakov okoli 50, če se ne motim,
Pri nas je nekoliko večji, od 60 do 70 znakov v vrstici in za odrasle osebe z disleksijo 18 besed v stavku. Slikanice pogostokrat vsebujejo povedi, ki vsebujejo več kot 50 besed. In če govorimo zdaj o prilagoditvi bralnih gradiv, moramo res paziti, da te povedi niso predolge, da so dovolj kratke, da jih nekdo, ki ima težave z branjem, lahko dovolj učinkovito in tekoče prebere od začetka do konca in si hkrati tudi zapomni, kaj je prebral. Če se pa skozi 50 besed ukvarja samo s tehniko branja, predno pride do konca povedi, več ne ve, kaj je ta poved na začetku opredeljevala. Skušamo tudi pri oblikovanju teh gradiv, tu moram reči, da se kar da z založniki dogovarjati in oblikovalci, oblikovati besedila na ta način, da se stavek nikoli ne začne na koncu vrstice in da se vrstica ne konča z predlogom. Namreč predlog sodi k besedi, k naslednji besedi in če jo posameznik z disleksijo vidno loči od besede, potem ne prepoznati kombinacije. Presledki med odstavki, da je besedilo bolj zračno, jasno, če se le da, skušamo pomembne informacije uokviriti, da so poudarjene, da pritegnejo pozornost, ker vse to so dražljaji. Prav tako morajo biti besedila strnjena, nerazdrobljena med ilustracijami in pa imeti morajo jasen naslov, zato da ves čas oseba z disleksijo ve, o čem bere. Ilustracija naj bo bodisi nad besedilom, naše vidno polje se širi navzgor in ko bo otroci, recimo zlasti otroci, ko berejo, potem neprestano preverjajo, če je vse to, kar so prebrali, tudi na sličici in če je sličica spodaj, to zelo moteče, ker potem se več ne znajo vrniti v tisto vrstico, kjer so končali z branjem. Ali pa da je na drugi strani. Recimo, to je primer enega takega lepo oblikovanega besedila za otroke z disleksijo. Jaz bom tako rekla v žargonu, takšne knjige grejo za med pri vseh otrocih, ne samo pri otrocih z disleksijo, ampak tudi pri otrocih, ki z disleksije nimajo, zato ker imajo en tak prijazen, lep vizualni, pustijo lep vizualni vtis in se otroci radi potem lotijo branja takih knjig. Morda je ta knjiga nekoliko prezahtevna za otroke, mlajše otroke z disleksijo, ki posežejo po njej glede na svojo starostno skupino, zato ker ima nekoliko zahtevnejši bralni besednjak. In seveda potem ob teh daljših besedah se preveč mučijo in preden jo dešifrirajo, več ne vejo, kaj so prebrali. Poleg teh tipografskih meril, seveda pa je potrebno pri osebah z disleksijo biti pozoren tudi na vsebinska merila ustreznega bralnega gradiva. Zelo se trudimo, da jim izbiramo jedrnate krajše vsebine, informacije, kot so recimo najrazličnejše enciklopedije s slikami, potem stripi, slikopisi, skratka gradiva, ki ni veliko napisanega in je podprto z neko vizualno informacijo oziroma z sliko, ilustracijo. Prav tako morajo biti jezikovne vsebine, poleg tega, da so kratke, tudi jezikovno enostavnejše, z kratkimi enostavnimi povedmi, za otroke okoli 15 besed, ne več. Čim manj pridevnikov, namreč pridevnike osebe z disleksijo zelo, zelo težko prvič predno jih preberejo in da jih prevedejo v nek doživljajski svet. Tako da skušamo bolj posegati po takih, ne bomo rekli čisto suhoparnih besedilih, ampak da je čim manj opisov v nekih knjigah. In pa seveda knjige, ki nimajo arhaičnega jezika. Danes je, se pravi, obdobje med drugo svetovno vojno, po drugi svetovni vojni, je že jezik tako arhaičen, da ga otroci, ki imajo z disleksijo, zelo težko percipirajo, zelo težko sledijo temu jeziku in ne marajo takih knjig brati, ker so tudi stilsko čisto drugače oblikovane. Dolge povedi, veliko opisov, zgodba se začne odvijati šele na 30. strani, preden otrok pride do 30. strani, že 10-krat odneha, sploh ne ve, kaj je prebral, tako da taka knjiga zelo hitro ostane na polici. Jasna navodila, čim manj dolgih stavkov za pojasnjevanje, kadar želimo usmerjati pozornost
In pa to, kar velja tudi za slabovidne, vsebine ne smejo ležati na grafičnem ozadju, zato ker se potem to ozadje meša z besedilom. Zakaj to izpostavljam? Večina slikanic ali pa velik del slikanic je narejenih zato, da pritegne pozornost otrok, pa da pride recimo do izraza moč ilustracije, narejena ravno na ta način, da je vsebina, da je tisk na ilustraciji. Prav tako pa ne sme biti te barvne kombinacije temna podlaga pa svetle črke, ne? To tudi ni ustrezno. To je primer Gašperja, Grozni Gašper, ena stran iz te knjige, samo zato, da vidite, kako hitro se prepozna en tak omejen bralni besednjak, kjer otrok ob branju take knjige pridobiva bralni besednjak, postaja vešč branja in ko to knjigo oziroma ko to besedo sreča v nekem drugem kontekstu, jo bo hitreje prepoznal in tudi bolj pravilno prebral. Na splošno so knjige v zbirkah zelo zaželene, zato ker s tem, ko otrok prebere eno knjigo, se navadi na stil pripovedovanja v knjigi in ob drugi knjigi iz te zbirke samo še širi besednjak. Ni se mu potrebno navajati na stil pisanja, ampak se usmeri na širjenje svojega bralnega besednjaka. Mogoče bi samo, da se še navežem na podporno tehnologijo. Mi v slovenskem prostoru smo že kar nekaj delali tudi raziskav med mladostniki in odraslimi. Bolj konkretno smo sodelovali v projektu Tempus Ajšec, kjer smo želeli v bistvu eksplorirati področje v Sloveniji, kako se namenja pozornost visokošolskim študentom z disleksijo. Predvsem smo jim pa želeli v tem projektu tudi ponuditi nekaj uporabnih gradiv, s pomočjo katerih bi lahko bili uspešnejši v času študija. V namene projekta oziroma v okviru projekta smo slovenska ekipa, tudi v mednarodni projekt, smo napisali knjigo Disleksija, vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov, ki smo jo tudi zvočno opremili in naredili elektronsko knjigo, ki je trenutno objavljena na spletni strani Društva Bravo, zato ker je v okviru tega Tempusa projekta spletna stran bila že ukinjena. Študentje zelo radi prebirajo, se učijo preko te elektronske knjige, namreč osebe z disleksijo nimajo toliko v ospredju zvočnic samih kot takih, ampak zlasti v te izobraževalne namene imajo radi to dvojno pokritje. Se pravi, da vidijo besedilo in da hkrati slišijo, kako nekdo bere to besedilo. Zdaj se nam velikokrat dogaja, ko najprej kupijo knjigo v Društvu Bravo, pa ugotovijo, da je elektronska knjiga na spletni strani, ki je prosto dostopna, potem knjigo vrnejo, ker rečejo pač, da je uporabnost elektronske knjige, ki je zvočno opremljena, bistveno večja za njih. Tako izgleda recimo ta stran, kjer je zvočna opremljenost res po zelo kratkih odsekih, tako da ni potrebno preposlušati celotnega sklopa, ampak samo po manjših sklopih. Tu bi omenila samo to, da je bila narejena tudi pilotska študija, se pravi, hkrati smo imeli v Sloveniji 20 študentov z disleksijo, ki so sproti vrednotili naše delo, preizkušali naše delo, tako da smo se mi res lahko potem usmerili in oblikovali tisto, kar je najbolj koristi pri samopomoči, pri študiju in pa nenazadnje tudi pri teh organizacijskih veščinah, kjer so pogosto zelo šibki. No, v okviru tega projekta smo potem tudi nekako izluščili, katera je tista podporna tehnologija, ki pride najbolj prav študentom oziroma odraslim z disleksijo, od orodja za izdelavo miselnih vzorcev, urejevalnik, e-knjig, skratka, tukaj imate naštetih kar nekaj teh programov. V zadnjih letih se pojavlja vedno več aplikacij za te pametne telefone, ki so lahko v pomoč posameznikom z disleksijo. Čeprav vam bom tako povedala, tudi oni imajo pametne telefone, vendar ko jim poveš, da jih lahko uporabijo recimo v namene planiranja, načrtovanja, da lahko uporabijo to aplikacijo, samo debelo gledajo, ker ne vejo, da je to notri, ne.
Tako da tudi teh stvari jih je potrebno naučiti, potem pa so seveda vešči. Naprimer, aplikacija za pametni telefon CamScanner, to je aplikacija za skeniranje gradiv, ki sproti pretvarja v PDF dokumente, ne. Seveda pridejo v poštev potem zvočnice, različni e-bralniki. Jaz tukaj sicer ne bi rada delala reklame, to ni moj namen, vendar so osebe z disleksijo zelo izbirčne pri tem, kater bralnik pride v poštev. Zdaj, jaz sama ne poznam drugih bralnikov razen Kindla, tako da ne vem, kakšno ozadje imajo drugi bralniki. Vem pa, da iPad, ki se pogosto lahko koristi kot bralnik knjig, ni primeren za osebe z disleksijo, ker se blešči, ker ima LCD zaslon in se blešči in je težko berljiv in povzroča utrujenost. Najbolj priporočljivi so tisti bralniki, ki imajo tako imenovani elektronski papir, ki se ne blešči, ki je prijazen in ki ne povzroča utrujenost. Mogoče še čisto na koncu, za tiste, ki ne poznate, vem, da osebe, ki so slabovidne, poznajo cel kup te podporne tehnologije, različni bralniki, različni programi, ki se lahko snamejo z interneta, so zastonj, so prosto dostopni in se lahko namestijo na te najrazličnejše naprave in jih koristijo potem za branje knjig. Še Martin Krpan, tudi v slovenščini se dobijo, ne, knjige seveda. No pa mogoče še ena izmed zadnjih inovacij, ki je prišla na naš trg pred parimi leti, ta Smart Pen. Jaz mislim, da učitelji še dobro ne vejo, ne, kaj jih čaka, da se Smart Pen pojavlja po učilnicah. Namreč k Smart Penu pripadajo prav posebni zvezki in Smart Pen, pametni svinčnik, ima možnost snemanja pogovora in s tem, ko posameznik piše po teh zvezkih, ki so povezani s temi svojimi čipi, kodami z svinčnikom, ko se doma uči, ko položi svinčnik na določeno stran v temu zvezku, se odvija vsebina, ki jo je tisti čas nekdo pripovedoval, ne. Tako da je to zelo dober pripomoček, seveda pa potem nastopi problem, kako je kaj s temi avtorskimi, ali lahko vsak vsakega snema, posluša, ampak je pa zanimiva stvar in v veliko pomoč posameznikom z disleksijo. Tako, to bi bilo vse. Hvala za besedo. Tako, smo sicer v nekolikšni časovni stiski, ampak kljub temu imamo morda kdo kakšen komentar, vprašanje, ja? Hvala lepa. Dober dan. Moje ime je Darja Zaveršek, jaz sem profesorica z Fakultete za socialno delo in Fakulteta za socialno delo je v projekt vključena kot tista, ki opravlja raziskavo na področju raziskovanja potreb ljudi z različnimi ovirami na področju branja. In zdi se mi zelo pomembno poudariti, da kolegici Marija in Milena sta v bistvu pokazale, kako smo na nekaterih področjih že zelo naprej, ne. Vaše raziskave so pokazale, da je ugotavljanje potreb na področju branja in tudi kaj je tisto, kar koristi, kar pomaga in tako naprej, je že zelo daleč na področju disleksije. Prepričana sem, da se bo čez nekaj let se bodo pojavile nove diagnoze. In vse tisto, kar je pravzaprav danes že tako imenovana pokrivajoča beseda motnje v duševnem razvoju, ne, se zdaj v bistvu fragmentira in dekonstruira v najrazličnejše potrebe, ne, od avtizma, disleksije, Aspergerjev sindrom in tako naprej, ne. In se mi zdi, da je zelo važno, da gremo v to smer. V našem raziskovalnem projektu, kot del tega širše raziskave, smo pa izhajali iz predpostavke tudi, da je pa predvsem iz tega, kar kolegi knjižničarji znajo tako lepo povedati, da je knjižnica demokratična ustanova.
To pomeni, demokratična gre čez vse socialne sloje in ni treba kupiti niti kave, da lahko beremo knjige, da lahko brskamo po časopisih. In vprašanje je, kako se ta ideja knjižnice kot demokratične ustanove, kako bi jo lahko na nek način razvijali s tem, da razvijamo skupaj idejo, da je knjižnica za slepe in slabovidne in za vse ljudi z ovirami branja dostopna. Mi imamo že nekaj 100 odgovorov ljudi, šli smo spraševati ne samo ljudi, ki so senzorno ovirani, ampak tudi ljudje, recimo, ki imajo težave na področju avtizma, disleksije, stari, starejši, ljudje, ki so v VDC-jih, za katere se predpostavlja, da sploh ne berejo, ali pa kjer je ta bralna kultura še toliko bolj majhna. In dve stvari se nam kažejo. Ena stvar, ki je pravzaprav univerzalen odgovor, je tisto, kar ljudi najbolj zadovoljuje, je nekaj, kar je čim bolj običajno. To pomeni čim bolj običajen dostop, čim bolj hiter dostop do knjig, čim bolj neproblematičen vstop v nekaj in tako naprej. Skratka, običajnost ali pa, kar lahko prevedem v tisto, kar je vizija tudi deklaracije Združenih narodov, konvencije Združenih narodov o pravicah ljudi z ovirami, univerzalni dizajn, univerzalni dostop. In druga stvar, ki je pravzaprav univerzalen odgovor ljudi, pa je pokritost specifične potrebe. In tukaj, recimo, se mi zdi krasena to, kako daleč ste prišli na področju disleksije, kjer zdaj vsaj vemo, kaj. In pokritost za specifične potrebe, kjer so pa ljudje v bistvu kot oviro videli, ali pa kot problem, so nekateri ljudje videli svojo lastno, recimo, senzorno oviro, drugi so pa kot oviro ali pa kot problem videli predvsem to, da zelo dolgo časa rabijo za to, da se nova knjiga, ki je na tržišču, recimo spremeni, se posname na kaseto, ali pa da ne znajo dobro računalnika, da je zelo težko, recimo, da se morajo peljati daleč iz enega konca Slovenije, ali pa če ne uporabljajo lokalne knjižnice, da pridejo v knjižnico in tako naprej. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da pri celem projektu zasledujemo ravno to idejo demokratizacije in v bistvu univerzalnega dizajna. Kako lahko odpremo in da takrat, ko gledamo potrebe, dejansko izhajamo iz ljudi, ki imajo ovire, ker so oni tisti, ki nam bodo povedali, kaj je ovira. Recimo, jaz se ne bi spomnila to, kar je toliko veliko ljudi rekli, knjižnica ne sme imeti tepihov, na primer. Hvala lepa. Mogoče samo eno besedo, kolegici. No, to, kar ste rekli, si veda res. Različne potrebe, različne možnosti. Mogoče se lahko izognemo v knjižnicah ali pa kjerkoli drugje temu, da jih izpostavljamo s tem, da damo možnost izbire. Torej različne možnosti in vsak izbere tisto, kar mu najbolj ustreza. To velja tudi za sam proces poučevanja. Ne vsiljevati, ker se pač med sabo zelo razlikujemo, katerakoli populacija, ampak ponuditi priložnosti in potem je seveda več možnosti, da bo vsak lahko s tistimi pripomočki, s tistimi uporami, s tistimi možnostmi čim več seveda dosegel. Mogoče še nekaj, mi dve nisva navajali vseh raznih projektov, ki smo jih delali, ampak v okviru projekta Učne težave smo s kolegicami tudi z Fakultete za socialno delo, profesor Gabi Čečinovič, pripravili ogromno gradiv, ki se tudi najdejo na spletnih straneh in torej mislim, da je na tem področju
od profesor Šalija naprej, od 1970. leta bilo že kar nekaj stvari narejenih, mnogo teže se pa te stvari uresničujejo v praksi in tisto, kar je bilo večkrat poudarjeno, zaradi skritih primanjkljajev seveda se stvari ne poiščejo ali pa ne ponudijo tistim, ki jih v resnici potrebujejo. Lepa hvala. Aha, še en odziv. Sem Branko Lah, ravnatelj osnovne šole Majšperk. Samo malo, mikrofon boste ravno kar dobili. Pozdravljeni, sem Branko Lah, ravnatelj osnovne šole Majšperk. Upam, da vsi veste, kje je Majšperk. Majšperk je en majhen kraj na obrobju Haloz, znan med obema vojnama po tekstilni industriji. V začetku, po drugi svetovni vojni, pa je bila tu najboljša tekstilna tovarna v Jugoslaviji. Tako da vas spomnim, tam so starši hodili kupovati tale Kamgarden. Jaz imam samo, prihajam iz šolskega prostora in ne vem, če je kdo iz Ministrstva za šolstvo danes tukaj. Ni, povezava je zelo težka. Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo sta si tako vsak na svojih bregovih, kot da sta z nekega drugega sveta ali pa z nekega drugega planeta. Mi vam dajem izziv, vodjem projekta, kako povezati šolske knjižnice z mestnimi knjižnicami. Mi imamo šolsko knjižnico, lahko rečem, kvalitetno opremljeno, zelo kvalitetno, z velikim fondusom knjig, ampak naša knjižnica je neizkoriščena. Premalo časa je odprta. In sedaj, ko poslušam vas, katerimi projekti se ukvarjate, me navdaja tudi misel, kako bom pa jaz lahko kot ravnatelj zagotavljal neke stvari, če dobim otroka slabovidnega ali slepega v šolo, ker se lahko tudi k nam v šolo piše. In to je danes velika problematika, ker mi sami se na teh področjih veliko nismo izobraževali in zaradi tega sem se jaz danes tudi tega udeležil, ker kadar vidim, da je gospa dr. Kauflerjeva ali pa Buderjeva ali kdorkoli že, sem vedno prisoten na teh zadevah. Tako da sem vam hvaležen tudi na ta način, da nam predajate veliko znanja. Zdaj, govorili ste o disleksiji, mi imamo v šoli, tu govorimo celo o 15% otrok, ki ima težave in mi jih zaznavamo. Ampak brez povezave, kvalitetne povezave med knjižnicami, šolsko knjižnico in redno knjižnico, tu ne bomo veliko uspešni, ker otrok se nauči brati v šoli, ne pa doma. In tu bi bil moj namig, da poskušajte se v tej smeri dogovarjati, da izkoristimo šolske knjižnice v manj urbanih krajih, kjer je do večje knjižnice Ptujske 18 km, do Slovenske Bistrice ravno tako 18 km in imamo pa svojo lastno knjižnico in bi lahko tu veliko naredili. Tako da nujna povezava vidim med ministrstvi, da se ta knjižnični fond izkorišča na vseh področjih, tudi za slepe in slabovidne. In ne pozabiti vi, ki delate v projektu, da smo šole tudi en del tega projekta in nas kar vključite veliko, znamo in tudi zmoremo. Hvala lepa. Je še en odziv? Tukaj naprej, prosim. Ždačič, Center za razvoj knjižnic NUH.
Mi delamo v okviru tega projekta model knjižnice za slepe, slabovidne osebe z ovirami branja, ne? Mislim, da je to pravilna dikcija. Zdaj, gospod Lah, veseli me, da ste odprli to problematiko. Našega knjižničnega sistema se dotika pravzaprav na dveh nivojih, na te dve točki bi rada replicirala. Najprej ste odprli problem odprtosti knjižnice in torej knjižnične mreže, oddaljenosti splošne knjižnice od prebivalcev vaše občine, mesta, kraja. Zdaj, naš Center za razvoj knjižnic in nasploh celoten knjižnični sistem v Sloveniji naj bi bil naravnan tako, da bi vsak prebivalec Slovenije pravzaprav imel enoto knjižnice na tako rekoč na oddaljenosti walking distance, tako da niti ne bi bilo treba imeti prevoznega sredstva, da pridemo do nje. Žal kot temu je resnica precej daleč od tega ideala, sploh v vaših krajih, ki so pravzaprav, če primerjamo knjižnično mrežo, torej po naših podatkih Slovenije, pravzaprav tukaj zelo deprivilegirani, ste zelo slabše razviti. No, ampak ta vaša ideja, da bi šolsko knjižnico uporabljala tudi za namene splošne knjižnice, pravzaprav ni nekaj novega, to se že o tem za dolgo časa govori, obstaja pa tukaj pravzaprav en kar hud problem. Namreč funkcije šolske knjižnice so precej oddaljene od nalog, ki jih ima splošna knjižnica. Zaradi tega smo mi že pred leti izdelali na osnovi veljavnih standardov in normative sprejete na našem področju, smernice za izvajanje dejavnosti šolskih in splošnih knjižnic na enotnih resursih. Tako, da bi bilo mogoče dejansko vašo knjižnico uporabljati tudi kot splošno knjižnico. Ampak moramo pa povedati, da je žal situacija taka, da so na področjih, kjer je slaba mreža splošnih knjižnic, obenem tudi šolske knjižnice popularizirane. Tako da bi bil treba zelo velik vložek, da bi mi recimo vašo knjižnico razvili do te mere, da bi ustrezala tem minimalnim standardom za splošno knjižnico. To je ena stvar, skratka, ena možnost, ki vam jo ponujamo, ki pa seveda ni poceni in verjetno tudi ni lahko izvedljiva. No, druga stvar, na katero ste upozorili, je seveda inkluzija in v bistvu nemoč teh pedagoških delavcev verjetno, ob sprejemu otroka s takimi ali drugačnimi potrebami, posebnimi potrebami v vašo šolo. V okviru modela naše knjižnice seveda načrtujemo, da bi ta osrednja knjižnica zagotavljala tudi podporo, strokovno literaturo pedagoškim delavcem, ki se srečajo s takim problemom. Zdaj, če bo to resnično, ne vem, je pa sigurno to ena od opcij, ki jih zagovarja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Lepa hvala za ta odziv, ker smo malce v stiski s časom, predlagam, da mogoče kakšno vprašanje, ki so še ostala, prestavimo na konec sklopa oziroma v naslednje sklope.